Dober dan. Slovenski košarkarji so včeraj v Celju znova izgubili. Po porazu s Hrvaško je slovensko ekipo premagala še Poljska, ki se je z Evropskega košarkarskega prvenstva poslavlja s 4 porazi in 1 zmago. Danes imajo reprezentance prost dan. Najboljših 12 ekip se seli v Ljubljano, kjer se bodo začele tekme za preboj v izločilne boje. Jutri se bodo pomirile ekipe skupine E, Francija, Srbija, Litva, Ukrajina, Latvija in Belgija, četrtek je rezerviran za skupino F, v kateri so ob Sloveniji še Italija, Španija, Finska, Hrvaška in Grčija. Med največjimi presenečenji prvenstva je slovo velesil Rusije in Turčije ter uvrstitev Italijanov, ki so edini brez poraza med 12 najboljših ekip. Za mnoge je bil presenetljiv tudi včerajšnji poraz Slovenije proti Poljski. Poglejmo, kaj so naši košarkarji povedali po tekmi. Nismo bili dovolj zbrani v obrambi, preveč so nam skokov v obrambi naredili, nismo igrali našo obrambo, našo agresivno, tako da nismo bili zbrani čez celo tekmo in Poljaki so zasluženo zmagali. Enostavno slabo smo začeli tekmo, oni so se razigrali, Poljaki sploh niso slaba ekipa, tako da od začetka bi jih mogli bolj stisniti in tukaj je porazno. Zdaj imamo 2 dni, da malo potreniramo končno, da pravimo kaj popraviti, pa upam, da bodo navijači še naprej z nami. Informacijski pooblaščenec je v prvem tednu septembra prejel večje število prijav zoper osnovne in srednje šole zaradi ponujanja plačljivih storitev e-obveščanja o prisotnosti otroka v šoli in njegovem uspehu. Pooblaščenec poudarja, da morajo šole staršem vselej zagotavljati uresničevanje pravice do seznanitve z osebnimi podatki, ki se nanašajo na njihovega otroka. To praviloma zagotavljajo na roditeljskih sestankih in govorilnih urah. Šola lahko ponudi tudi drugačne načine obveščanja staršev, njim pa je prepuščeno, ali se bodo zanje odločili ali ne. V Mariboru poteka posvetovanje kemikov in kemijskih inženirjev Slovenski kemijski dnevi. Na posvetu vsako leto predstavijo novosti z področja kemije ter kemijske tehnike in tehnologije, zato je zanimiv tudi za gospodarstvo. Srečanje, ki se ga udeležuje približno 200 strokovnjakov, je razdeljeno na 3 vsebinske sklope: materiali, vede v življenju ter inženirstvo in tehnologije. Slovensko nogometno reprezentanco zvečer v Nikoziji čaka 8. tekma v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo leta 2014. Po uspešnem petkovem razpletu proti Albaniji Slovenci tudi na Cipru lovijo nujne 3 točke. Ciper je na zadnjem mestu skupine E in praktično že brez možnosti za odhod v Brazilijo. Kljub temu v slovenskem taboru pričakujejo težko tekmo. S Ciprom so Slovenci predlansko zmago v Ljudskem vrtu igrali 6-krat, slovenski izkupiček pa je bil 3 zmage, 2 neodločena izida in poraz. Mislim, da nobena ekipa se ne bo kar tako predala. Tudi če nimaš več možnosti za nič, oni si želijo zmagati, igrajo doma in vemo, kaj nas čaka. So že pokazali na prvi tekmi v Mariboru in gremo tja vseeno, z mislimo, da zmagamo, da smo boljši in pokažemo še več, kot smo pokazali tekmi z Albanijo. Zvečer bo na zahodu začelo pogosteje deževati, ponoči pa postopno tudi drugod po državi. Pričakujemo lahko nevihte in močnejše nalive. Jutri bo deževalo, nevihte bodo večinoma le še ob morju, na zahodu pa močnejši nalivi. Na Štajerskem bodo vmes daljša suha obdobja. V četrtek bo spremenljivo z občasnimi krajevnimi padavinami. V petek bo delno jasno, po nižinah bo zjutraj in na del dopoldneva megla ali nizka oblačnost. Popoldne bodo v notranjosti nastale posamezne plohe. Danes v dnevniku televizije Maribor. Mariborski infekcijski oddelek je namesto temeljite obnove dobil le nekaj lepotnih popravkov. V Sloveniji je lani zaradi samomora umrlo 443 ljudi. V Mariboru je na ogled kronološki dokumentarni pregled slovenskih protestov skozi oči fotoreporterjev. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.